Večinoma dejavnosti bazira na industriji, potem lahko rečem, da je razvito tudi kmetijstvo in pa seveda gozdarstvo, tako da delež turizma, seveda je pa to v tem trenutku pač dejstvo, zaobsega 20% delež, kar je, bi rekel, malo čudno, ampak dejansko ljudje živijo v večini še od industrije in pa od kmetijstva, gozdarstva, pa seveda dnevne migracije v druge sredine, kjer pač imajo službe. V Bohinj pridejo ljudje, ki so željni aktivnega dopusta, to pomeni kolesarjenje, to pomeni čolnarjenje, to pomeni hidrospeed, potem kanjoning in ostale aktivnosti, ki jih človek lahko podoživi v Bohinju. Potenciala je ogromno, je pa treba nekaj vedeti, da 2/3 Bohinja leži v zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka, kjer so omejitve, kar se tiče razvoja, zelo stroge in da se dejansko občina Bohinj napram drugim občinam bistveno težje razvija, kot pa če tega naravnega okolja ne bi tako zaščitili, kot so ga. In mogoče je tudi prav, kaj konec koncev je varovanje okolja po moji oceni stvar prihodnosti in prepričan sem, da bo Bohinj na osnovi tega tudi prosperiral, da bo pridobil na veljavi, ker je večinoma Bohinja še dokaj ohranjenega. Tukaj je tudi kulturna dediščina zelo močna in tisti mit, ki ga Bohinj ponuja, je vezan, kot sem rekel, na čisto bohinjsko jezero, čisto Savo Bohinjko, potem na urejene sprehajalne poti, na urejena parkirišča. Mi danes, bom rekel, baziramo na poletni turizem, žal, kljub dejstvu, da ima Bohinj Vogo, ki je zimsko-športni center, ampak stacionarni turisti v bistvu želijo, bom rekel, nižje ležeče smučišče in to smučišče je zraven Bohinjske Bistrice na ostankih nekdanje Koble. Moram reči, da je bila Kobla zelo priljubljeno smučišče. Tukaj je tudi konec koncev povezava z vlakom, edino smučišče v Sloveniji in tukaj so opcije odprte in z izgradnjo tega smučišča bi Bohinj pridobil ogromno. In tukaj bi se po moje potem lahko primerjava delala med zimskim in pa letnim turizmom, zaenkrat pa je letni turizem bistveno, bom rekel, močnejši.